V svoji več kot 10-letni karieri v videoprodukciji si ne bi mislil, da bom imel pred sabo Nikona in to za snemanje videov. Na hitro zgodba, zakaj je do tega prišlo. Odločil sem se, da potrebujem majhen, kompakten aparat za snemanje občasnih vlogov ali pa za kak posnetek doma, če nimam njih časa iti v studio. Da ima dober autofokus in da je slika čim bolj podobna moj Blackmagic Ursi Mini Pro. Ime mi je Miha in Nikon Z30 me je res presenetil. Nikon Z30 je brezrcalni fotoaparat namenjen primarno nam, ustvarjalcem video vsebin, content creatorjem. Namenjen je ustvarjalcem, ki svoje vsebine snemajo s telefonom in bi radi svoje videe spravili na višji nivo. Prav zaradi tega Z30 nima viewfinderja, okularja, ker tega nimaš na telefonu in ga zato tle ne boš pogrešal. Ampak gremo lepo po vrsti. Najprej tehnične specifikacije. Z30 ima 20,9 megapikslov velik senzor APS-C velikosti oziroma DX format, kot ga imenujejo pri Nikonu. Ima izmenljive leče, uporablja pa Nikonov z bajonet. Fotografije shrani v JPEG in 12 ali 14-bitni RAW format. Video snema v 4K do 30 slik na sekundo, v Full HD pa vse do 120 fps-ju. Pri strani ima vhod za mikrofon, mikro HDMI izhod in USB-C za polnjenje baterije ali povezavo z računalnikom. Izdelava aparata je vrhunska. Ko ga primeš v roke, imaš takoj občutek, da je to narejeno, da traja. Ergonomija je tudi odlična, saj je ročaj dovolj izbočen, da imaš dober oprijem in nimaš občutka, da ti bo aparat zletel iz roke. Na vrhu ima dva mikrofona, tako da je zvok stereo. Ekran se da obračati oziroma, kot radi rečemo, ima flip screen, tako da lahko sam sebe snemaš, vlogaš. Ekran je dovolj svetel, sicer poletje in močno sonce šele prihajata, a izkušnje drugi kažejo, da tu ni težava. Vsebina škatle je bolj špartanska, v njej je aparat, objektiv, baterija, USB-C kabel in trak. Polnilca ni, saj lahko polniš baterijo aparata preko USB vhoda. Nikon se je povezal s podjetjem SmallRig, kateri so naredili uradno kletko za Z30, windshield za mikrofona, po domače Windchust, tako da je audio tudi v vetrovnem vremenu dober, ter mini tripod z daljinskim upravljavcem. Vse se lahko kupi posamezno ali pa v vlogger kit kompletu. Kar se mene tiče, je kletka obvezni del aparata. Res, da ta postane malce večji in težji, a doda dodatno zaščito pri padcu in ogromno možnosti za montažo dodatkov. Plus to, da ima dno kletke Arca Swiss sanke, tako da lahko brez dodatne ploščice uporabite kompatibilne video glave pri stativih. Upam, da ste pogledali moj vlog, ki sem ga posnel z Nikonom. Tam najbolje vidite kvaliteto slike in zvoka, saj sem pri snemanju uporabil avtomatske nastavitve. Zdaj bi pa z vami delil moje opažanja in izkušnje z njim, dobre in slabe. Nikon ima v tem cenovnem razredu pod 900 € zelo močno konkurenco pri Sonyju, kateri ima večletno prednost v video segmentu. In priznam, tudi jaz sem se spogledoval z njim, a so me določene prednosti Z30 premamile in sem se zato raje odločil zanj. Recimo snemanje v 4K brez kropanja slike oziroma minimalni krop, če vklopimo elektronsko stabilizacijo slike. Nikon barve so bolj kompatibilne z mojo Blackmagic kamero, tako da lahko Z30 uporabim tudi kot B kamero v svojih videih. Kasneje sem odkril še par bombončkov, ki so mi še dodatno potrdili, da je bila to dobra odločitev. Zelo mi je všeč opcija, da lahko obročko na objektivu, ki je primarno namenjen fokusiranju, spremenim namembnost. Jaz sem v tem primeru določil, da kontrolira zaslonko. Pri 16-50 objektivu sta obročka zelo blizu in hitro po nesreči, namesto da bi zoomiral, spremeniš ostrino in s tem izklopiš autofokus, kar mi je šlo blazno na živce. In sem bil zelo vesel, ko sem našel to funkcijo. V tem menuju imaš tudi možnost programirati še ostale dodatne gumbe po svoji želji. Ko si enkrat nastaviš vse parametre za snemanje in flipneš ekran v vlog pozicijo, se nastavitve zaklenejo, tako da ne moreš po nesreči kaj spremeniti, kar je dobro in slabo, če moraš na hitro kako malenkost popraviti. Za autofokus uporablja hibridno face detection contrast-based tehnologijo, ki ima 209 osrednjih točk, ki pokrivajo 87% kadra. Poleg tega ima fotoaparat tudi funkcijo zaznavanja oči in obrazov,
ki jih samodejno zazna in sledi. V nastavitvah si lahko določite hitrost in občutljivost fokusa. V praksi avtoostrina deluje super, če so le svetlobni pogoji dovolj dobri. Opazil sem, da v temnejših pogojih rad plava in neprestano pumpa, ostri, tako da imejte kako lučko v bližini, če vlogate v temi. Ampak, če dvignete ISO, to gre vse do 25600, lahko v temi marsikaj vidite. In šum, ki ga dvig ISO-ta povzroči, ni grd in digitalen, ampak tak organski. V aparatu je sicer vklopljen ISO Noise Reduction in ta res lepo zmehča šum na posnetkih, tako da so zelo uporabni. A ne pretiravati, ker če ga nastavite na high, rata slika taka plastelinasta. Zvok vgrajenih mikrofonov je dober, če ste dovolj blizu aparata, ampak za resno delo priporočam nakup zunanjega mikrofona ali pa gumbek, ki si ga daš na majico ali pa kak usmerjen mikrofon v stilu Rode VideoMic. Z30 lahko preko USB kabla priklopite na računalnik in ga uporabite kot spletno kamero. Namestitev je enostavna in dela brez težav. Jaz nisem fotograf, a Z30 je odličen aparat za tiste, ki bi radi svojo fotografijo prešli na višjo stopnjo, iz telefona v svet izmenljivih objektivov in večjih senzorjev. A tu je treba biti potrpežljiv. Tukaj nimaš procesorske moči in algoritmov za izboljšavo slike, kontrastov, kot jih imaš na telefonu. Potrebno bo vložiti nekaj časa, truda in znanja, da bodo fotke top in seveda objektive. Kar nas počasi pripelje na prvo šibkost ne aparata samega, ampak na slabo stran Nikonovega ekosistema. In to je pomanjkanje objektivov z njihovim z-bajonetom, za njihov tako imenovani DX sistem. Nikon ima 3 objektive za ta sistem, a vsi, ki bi radi imeli lepo, mehko ozadje, si s temi objektivi nimamo kaj pomagati. Seveda imaš objektive namenjene njihovim večjim full frame aparatom, a ti imajo ohoho cene. Ampak prihodnost je svetla. Sigma je že napovedala 3 nove autofokus objektive za Z-mount. Upam, da imajo v planu narediti tudi njihov legendarni 18-35 f1.8 art objektiv, ki bi bil idealen za nas ustvarjalce videov. Seveda lahko nabavimo FTZ adapter in sistem odpremo vrata v veliko izbiro Nikon objektivov, ki so namenjeni za Nikonov F-mount. Ampak to pomeni še dodatnih 200 €. Druga stvar, ki jo aparat nima, je IBIS oziroma stabilizacija senzorja. Ja, ok, objektiv ima optično stabilizacijo, ampak če daš gor recimo kak manuelni vintage objektiv, ti pomanjkanje stabilizacije lahko pokvari posnetek. Tu je sicer digitalno stabilizirane slike, a ta ni tako dobra, kot če bi bil senzor mehansko stabilizacijo. Če si boste umislili dodatno baterijo, si boste mogli kupiti tudi polnilec zanjo. Baterijo lahko polniš aparatu, a če si na terenu in se ti ena baterija sprazni, uporabiš rezervo in prazno moraš dati nekam polnca, ne? Ker aparat uporabljaš. Drugače je original baterija solidna in zdrži kar dolgo, a če greš na daljši potep, je fajn imeti rezervo. To, da ni polnilca zraven, spet krivim Apple, da ne bo pomote. Nekateri jamrajo, da ni izhoda za slušalke, ampak roko na srce, to ni tak deal breaker, bi bilo pa vseeno fajn, če bi ta bil. Pač, ker ne poznam Nikonovega sistema, sem potreboval kakšno urco in pol, da sem osvojil menu in delovanje aparata. Moje končno mnenje? Slika je vrhunska, barve so mi zelo všeč, tako da kar se mene tiče, sem dobil, kar sem želel. Odličen vsenamenski kompaktni fotoaparat za vloganje in snemanje videov. Če še niste vezani na noben ekosistem, Sony, Canon ali Panasonic, dajte šanso za 30. Mislim, da boste prijetno presenečeni. In jaz bom ful presenečen, ker ste lajkali ta video in se naročili na moj kanal. Zdaj si pa pogledajte moj vlog, ki sem ga posnel z Nikonom. Čau!